Monografija Novo Celje, lastniki, arhitektura in oprema najlepšega dvorca v Savinjski dolini je izšla v sozaložništvu založbe ZRC in Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, natis pa je omogočila občina Žalec. Umetnostno-zgodovinska študija prinaša celostno predstavitev arhitekture in nekdanje opreme razkošnega baročnega podeželskega dvorca Novo Celje in njegovega predhodnika dvorca Plumberk. Temelji na metodologiji, ki izpostavlja lastnike gospostva, saj je vloga naročnikov in uporabnikov neke stavbe ključna. Od ambicij, izobrazbe in razgledanosti naročnikov so bili odvisni arhitekturna in umetnostna naročila ter izbor umetnikov. Knjiga je sestavljena iz 5 poglavij, od katerih je vsako zahtevalo različen raziskovalni pristop v odvisnosti od ohranjenega materialnega in pisnega gradiva. Prvo poglavje je namenjeno pozabljenemu predhodniku dvorcu Plumberk, ki je veljal za porušenega, vendar se je stavbno-zgodovinskimi raziskavami kolega Igorja Sapača izkazalo, da so zidove Plumberga uporabili pri gradnji Novega Celja. Stavbno-zgodovinski razvoj je ponazorjen s tukaj prvič objavljenimi digitalnimi vizualnimi rekonstrukcijami. Besedilo pa je posvečeno tudi baronom Miljo, o katerih je bilo doslej zelo malo znanega. Osrednje poglavje je namenjeno grofom Gaisrukom. Anton grof Gaisruk se je 300 let po izumrtju celjskih grofov razglasil za novega grofa celjskega in si s prezidavo Plumberka v Novo Celje zgradil temu primerno razkošno rezidenco. Zaradi zadolževanja in finančnih težav so deželni uradniki napisali vrsto dokumentov, iz katerih izvemo za umetnike in obrtnike, ki so delali po Gaisrukovem naročilu. V samo 5 letih, ki jih je imel Gaisruk na voljo od nakupa do smrti, so dvorec prezidali v enega najveličastnejših baročnih dvorcev na Slovenskem in ga opremili z izbrano štukaturo, stropnimi poslikavami, slikanimi tapetami, slikami, pečmi, kipi in pohištvom. Za ambicioznega naročnika so delovali umetniki iz Ljubljane, Rogatca, Gradca, Dunaja in Besobruna na Bavarskem ter domači mojstri iz Celja, Žalca in okoliških vasi. Naslednje poglavje je namenjeno življenju v dvorcu v času meščana Jožefa Ludvika Hausmana. Njegov upravitelj, zelo izobraženi Venčeslav Jurij Dunder, je leta 1847 objavil prvo monografijo o Novem Celju, v kateri se je ukvarjal zlasti s Hausmanovim ambicioznim gospodarstvom, je pa tudi dragocen vir umetnostno-zgodovinskih podatkov. Po Hausmanu je bil dvorec v lasti knezov in starih grofov Zalm, Reiferscheid, Krautheim in Dick, ki so vanj vnesli tradicionalno plemiško življenje, zaslužni pa so tudi za prve nasade hmelja v Savinjski dolini. Za ta del knjige je bilo najbolj dragoceno sodelovanje z enim od potomcem, konzulom Andreasom Bordojem, ki nam je dal na razpolago fotografije in spise iz družinskega arhiva. V njegovi lasti pa so tudi številne slike in pohištvo, ki so bili nekoč v Novem Celju. Zadnje poglavje se ukvarja z zadnjim zasebnim lastnikom, Davorinom baronom Turkovičem, in med drugim osvetljuje razprodaje plemiške dediščine ter poti umetnin v zasebne zbirke in muzeje. Knjiga se zaključi z letom 1930, ko je dvorec kupila Dravska Banovina in v njem uredila psihiatrično bolnišnico. Knjiga je opremljena s številnimi starejšimi in novimi fotografijami, arhivskimi dokumenti in digitalnimi rekonstrukcijami. Odlikujeta jo skrbno uredniško delo doktorice Renate Komič-Marn in privlačen videz, za katerega je poskrbel oblikovalec Andrej Furlan. Monografija je skupinsko delo številnih kolegov in entuziastov, izjemno pomembno in v slovenskem prostoru redko pa je dejstvo, da so sodelovali tudi številni, ki živijo v bližini dvorca in z dvorcem, ter da je občina Žalec prepoznala pomen tega dela. Hvala lepa.